Super bo tole za jetra. Če bi lahko zbrala en mesec, ko je res najbolj pomembno, da naredimo nekaj zase, potem bi bil to mesec marec. Če boste karkoli naredili, ali pa če ne boste nič naredili, telo je zdaj sprogramirano. V božji matriki narave je, da se razstrupimo. Da izločimo strupe in toksine. Recimo, medved to ve. Ko se medved prebudi iz zimskega spanja, a veste, kaj najprej naredi? Gre pogledat, kje je čemaž, naje se čemaža, zaradi tega, ker ve, da mu bo to iz telesa pognalo ven vse parazite, vse strupe, ki so se nabrali dejansko čez zimo. Medved ve, kaj pa človek? No, kakorkoli pa že, živali vedo, ljudje smo tisti, ki smo malo pozabili, ampak spomnimo se, nič se ne rabimo na novo naučiti, samo pogledati, opazovati moramo. Kajti vse, kar tale trenutek najdemo v naravi, podpira razstrupljanje. Hiter pogledam, to je precej podobno. Še posebej, če bi bilo tole vse takole. To je pa zelo podobno. Ja, zelo. In če nekdo nabira takole, pok, pa je takle zraven. Pa ga zraven dobi. Zdaj nekje na tok velik podlesek velja dovolj za smrt odraslega človeka. To pomeni, če bi jaz tega lesnedo, bi bilo konkretno bruhanje driska pa zastrupitev. Ne? In spet pri podlesku, kakšna je razlika spet? Evo, nobenega peclja. Pri dnišču je takole rumenkast in ponovadi so tam 3-4 listi, oviti med sabo že pri steblu. In listi so, če bi pa imel natrgano. Skoraj nemogoče opaziti. Ja, je, ampak listi so ožji, bolj koničasti, pa drugače so bolj temno zeleni. Seveda nimajo vonja po čemažu, samo če sem jaz že zmečkal, potem imam še drugo roko, pa kakšnega pomočnika, da tudi mečka to. Pol bi jaz rekla, da je dejansko najbolj ziher zadeva, da ga nabiramo zmer pri peclu. Če ima pecel, je čemaž. Pa da poznamo podlesek, riko, ne? Ampak torej, da ne kosimo takole z rokami, ampak ponovadi raste takole malo v šopkih, ne? Pol vidimo, evo, tukaj sta na primer 2 podleska, ne? Pol, kako mot jaz tukaj nabiram čemaž, ne? Takole, zraven, podleska. Bom nabral, ne? In pač nabiram čemaž, nekola tale podlesek dam stran. Tako po skupinah, recimo, evo, takole, listko več skupaj, tole vmes so listi žafrana pomladanskega, ga ne naberem, da cvetovi mladi so zaužitni. Po tradicionalni kitajski medicini je zdaj čas zelene barve. Je zdaj čas jeter, čas grenkega okusa in vse to je že v naravi. Regrat, čemaž, regačica, vse te divje stvari. In ta mesec bomo osvobodili celice toksinov, nahranili pa bomo tudi svojo dušo. Za vas imamo v tem mesecu vsako leto posebno darilo in tudi ta mesec, tudi to leto smo vam nekaj pripravili. Najboljša investicija, ki jo lahko naredite zase, je, da osvojite meditacijo. Vabljeni na meditacijski vikend za začetnike in vse tiste, ki želijo najti svoj način meditacije, s katero lahko dejansko živijo. Tradicionalna zvočna kopel na pomladni solstici je nepozabna iniciacija v nov letni cikel narave. Vabljeni na zvočno kopel z gongi, kristalnimi posodami, šamanskim bobnom in drugimi instrumenti. Če iščete priložnost za sprostitev, za reset, če vas duša kliče, da naredite nekaj zase, le zase, medtem ko skrbite za vse okrog sebe, potem vabljeni na vikend za dušo na Bledu. Zdravje v mesecu marcu bo zaživelo in zacvetelo, če se bomo osvobodili. Poglejmo, kakšen je dejansko protokol. 3 stebre bomo imeli. Navade, prehrana in dopolnila, pomagala, ki so smiselna v tem mesecu. Dajmo začeti pri navadah, ki so zelo pomembne. Vso gledanje, ves ta pogled v zelene površine, v gozd, ki zeleni, v travnike, ki zelenijo, vse to bo dobesedno zdravilo naš organizem. Vse dihalne tehnike,
vse več gibanja v naravi. Potem je krasna stvar ricinusovo olje, castor oil v angleščini. Masaža jeter z ricinusovim oljem je sjajna, lahko naredite tudi ta trik, da namažete jetra in cel trebuh, date folijo, greste spat. Zjutraj boste videli tudi napihnjenosti bo manj. Še vedno bodimo dovolj oblečeni in še vedno tukaj poudarjam nogavice, ki prekrivajo gležnje, pri gležnjih je tisti vhod, kjer lahko nahladimo določene organe in to ni ok. Tako da spat z nogavicami in tudi imeti dovolj visoke nogavice. Z eno mikropletilnico v Sloveniji smo skupaj naredili posebne organske nogavice, simboli za prizemljevanje z elementom zemlje. Lahko si pogledate na naši spletni strani, sicer pa zdaj je čas za prekvenitveni post za avtofagijo. To pomeni, da lahko tisti, ki niste res z visoko adrenalno izčrpanostjo, seveda tisti, ki niste noseči, da izvajate prekinitveni post na način, da začnete jesti recimo ob 7, 8, jeste do nekih 4, 5 in potem ne jeste. To sproža avtofagijo in to je super dejansko. Podaljšuje življenje, bolj mladostni smo in nam pomaga razstrupiti. Zdaj je tudi čas, da se povežete z naravo. V Damanhurju raziskujejo vpliv narave in vse ostalo in so kakšnih 10 let nazaj tudi naredili posebno napravo, ki omogoča, da slišimo, kako se rastlina izraža. Dobesedno slišimo glasbo rastlin. Ta naprava je bila zelo velika in tudi zelo draga, ampak vendarle moja ljubezen do rastlin, nisem tukaj za torbice pa za čevlje, evo, sem pa za take stvari in kupila sem si to napravo, no potem pa ugotovim, da so nedavno nazaj naredili, posodobili to napravico, ki je zdaj zelo majhna in tudi cenovno zelo dostopna. To je Ginkgo, tako se imenuje in nekaj smo jih pripeljali tudi v Slovenijo, na klepetobkavi.si jih boste našli, priklopite na sobno rastlino, na zunanjo rastlino in začnete poslušati melodijo rastlin in začnete lahko tudi komunicirati nore stvari, pozanimajte se. Mi pa gremo naprej na prehrano za zdravje v mesecu marcu, torej divja hrana, s katero ne pretiravamo, ampak jo počasi začnemo uživati. Torej, če imaš regrat, tisto, kar je v vaši okolici. In kako pravzaprav začeti z nabiranjem, če s tem nimate izkušenj, nam je zaupala izjemna Jožica Bajc. Najdemo sem pa tja po bregavih še kakšno zgodno spomladansko rastlino, kot so trobentice pa vijolice, potem pa že lahko nabiramo mlade liste rmana, regrada, mogoče brezovo listje, bo tudi že odvisno od tega, kako se suka narava. Vse to lahko naberemo in posušimo in pripravljamo za čajne mešanice. Takole, obdelali smo navade, obdelali smo prehrano v tem mesecu, zdaj pa poglejmo še, katera dopolnila je vredno uživati zdaj, da bomo imeli največji dosežek, največji uspeh, da bomo največ in najboljše naredili za telo. Zdaj, v tem času seveda imamo pomladni detoks paket, v katerem je tudi formula za jetra in za črevesje. Tole je krasna zadeva, vsem jo priporočam, ker je to nekaj, kar bo kot ščetka sčistilo obloge vašega črevesja, uredilo prebavo, tudi na cuker ne boste tukaj navezani. Formula za jetra in za črevesje, vsej eno kuro naredite, vsej eno tole porabite in boste videli velika razlika. Potem je seveda tudi kurkumin zraven v tem mesecu, kot pomladni detoks paket. Kurkumin je krasen, kurkumo upam, da uživate tako in tako na splošno, ampak kurkumin je tukaj super. Je pa kraljica razstrupljanja, zelo priporočljiva v tem času, mumija. Mumija ali šialit, šilagit, ki se ga uživa zelo malo in to bo odlično naredilo. To se splača, to se absolutno splača. Potem pa je tudi NAC,
NAC pa zdaj priporočam vsem tistim, ki ste utrpeli kakršnokoli škodo v vašem domu zaradi poplav, imate mogoče kakšne plesni doma ali pa ste jih imeli oziroma ste bili izpostavljeni kakšnim toksinom zaradi česarkoli pač že, da sami veste, ali ste, ne vem, obnavljali kaj doma ali karkoli podobnega. NAC je stvar, ki vam bo pomagala spraviti to ven. Je pa tole od enega ameriškega podjetja, ki ima tudi te mineralne kapljice, Trace Minerals, in se veste, Američani naredijo, da je zelo dober okus, tako da je tale NAC, tudi če imate kakšne najstnike, pa veste, da se morajo malo razstrupiti, je primerno tudi za njih, ker okus res ni grozen. Tako da to je tisto, kar je najbolj pomembno, sicer pa zjutraj, vsako jutro je treba definitivno začeti z vodo. Tudi mumijo si pripravite na zelo preprost način. Bom pokazala, ker v bistvu uporabite samo konico, dejansko konico, date v vodo, zmešate. Zdaj, če boste uživali poleg mumije še formulo za jetra in črevesje, lahko dodate v isto vodo zjutraj, tale ima pa svojo, lahko v isto vodo zjutraj dodate dejansko tudi formulo za jetra in za črevesje, tale ena merica, ampak morate paziti, da boste takoj spili. Takoj zmešate in takoj spijete. Sicer začenja želirati, gelirati začenja, vlaknine se nabotijo in to je v bistvu tista ščetka za telo. In nekaj, kar že zagotovo poznate, za sabo, za v žep, kadar pa kamorkoli greste, pa eno ekozelenje in bo to super. Sicer pa vsekakor ste vabljeni tudi na kakšen aktualen dogodek. Poglejte, kje se bomo družili, kdaj se bomo družili in seveda, kje je tista priložnost in možnost.